Lepo pozdravljeni. Kratko o odgovornosti. Odgovornost pomeni sprejeti nalogo, ki si jo sposoben opraviti. Nalogo, ki si ji kos, ki si jo zmožen narediti in jo potem narediti po najboljših močeh. Ne pričakuje se za odgovorno ravnanje veliko zunanjih pohval, spodbud, merjenj in podobnih stvari, ampak sama odgovornost od znotraj vpliva na nas. Če se odgovorno obnašam, če sem dobro opravil, potem se počutim zaslužen, da je zadeva tako dobro se iztekla. Če nisem dobro opravil, se počutim slabo, imam občutke krivde lahko, to gre zraven. No in zato je odgovornost tako pomembna, ker nima zunanjih meril, ampak ima notranja merila. Ko sem odgovoren, jaz ne rabim nadzora. To je pa zanesljiva stvar, ki jo želite pri svojih otrocih, a ne? Seveda so lažje odgovorni za stvari, ki so jim všeč, za katere so zainteresirani, tako tudi mi odrasli. Vendar je treba pomisliti, kako določene stvari tečejo. Recimo, če se zmeni vaš otrok z vami, jaz bi pa, punca bi pa sošolko povabila, pa bi se medve skupaj učili. Zna biti, da boste imeli problem. Zakaj? Ker se ne boste odgovorno obnašali, ne boste se učili, ampak boste klepetali. To poznamo tudi odrasli. Čim sta dva odgovorna za isto stvar, bo slej ko prej prišlo do tega, da se izmika odgovornosti in če je ljudi pa še več, je pa odgovornost sploh, če je večja masa ljudi vključena, je pa odgovornost pravzaprav v resnici ogrožena. Ne bo nobenega iskanja odgovornosti, a ne? Zdaj, kaj zdaj to pomeni? Če imam dve osebi, je že problem za isto stvar. Če bosta isto stvar opravljala vaša dva otroka, morate ali delo razdeliti na polovice ali pač na primerne deleže, mogoče nista enako sposobna, ali pa boste iz tega dela enemu otroku dali točno določeno opravilo, drugemu pa drugo določeno opravilo. Potem je vsak odgovoren za svoje in se bo izšlo, drugače se pa ne izhaja. Drugače je pa neprestano prepir, ja pa sem, pa ni, ta pa ne dela in ono drugo in tretje, a ne? Recimo, natančnost navodil je tule izjemno pomembna, a ne? Ali pa moram otroke naučiti pravzaprav enega kompleta, ne? Kaj pomeni neko opravilo? Odnesti smeti ne pomeni samo odnesti smeti pa jih stresti v tisto veliko kanto zunaj pred hišo, ampak pomeni odnesti smeti, jih stresti, je treba vrečko, če ni razgradljiva, v drugo kanto, je potrebno pogledati, ali je ta posoda, v kateri je bila vrečka, ali je čista, ali jo treba pomiti, jo osušiti in tako naprej. Svežo vrečko noter, potem položiti na mesto, kjer je bilo in seveda pokrov čez. To pomeni odnesi smeti. Vendar mora otrok vse te stvari spoznati, mora vedeti, kaj je treba opraviti, a ne? To pomeni odnesti smeti. Naša odgovornost je, da ga tega naučimo, da je to paket. Odnesi smeti ni samo enostavna stvar, to je dejansko paket, a ne? Zdaj, kako vemo, da otrok še ni zrel? Hitro se začne izgovarjati na druge osebe, a veste. Takoj, ko date nalogo, Maja ima pa več, pa samo zgleda, da je več, ima v resnici manj in tako naprej. No, ta, ki to reče, zanesljivo se še ne obnaša odgovorno, a ne? Ker si hoče že prej takoj dobiti neke prednosti, da bo čim manj odgovornosti deležen, torej za čim manjši obseg ali pa kvaliteto dela. Dostikrat tudi pričakujejo, da jih bodo otroci, da jih bodo rešili drugi, največkrat mame, a ne? Pač s svojim poseganjem. One skrbijo, da je vse do roka, one skrbijo, da so stvari opravljene, da so dokončane, da so oddane in podobne zadeve. To gre zelo daleč, veste. Tako daleč, da otroci uporabljajo mame kot zunanjo pomnilno enoto. Kako to izgleda? Zelo preprosto. Kadar imamo seminarje za učitelje in vprašam učiteljice, recimo, kaj na razredni stopnji, kaj rečejo otroci, kadar ne prinesejo v šolo nekaj, kar bi morali.
Recimo eno elastiko ali pa nek zamašek plutovinast, nekaj, kar ni na zalogi v šoli. V četrtek to bi morali prinesti. In ko učiteljice vprašajo, kako pa, da tega nimaš, kaj rečejo? Vsi otroci hkrati: mama ni dala. Zakaj? Zato, ker mamo uporablja kot zunanjo pomnilno enoto. V torek je rekel, v četrtek moram prinesti gumico in zadeva je za otroka rešena. Konec vseh skrbi. Zdaj ima skrbi pa mama. Kdo hodi v šolo, kdo mora misliti? No, lejte. Narobe je, kadar vi delate za otroka in kadar delate namesto njega. Tole je bilo definitivno oboje in za, da bo dobro izpadel, in namesto njega. Njemu ni bilo treba misliti. Kaj ste pa v resnici storili? V resnici gre za krajo priložnosti, da bi se otrok odgovorno ravnal. Takih dogodkov je veliko in otroci potem ne odraščajo. Lete, otroci ne odraščajo s pravicami, ki so jih dobili. Ko nekoga vidite, da se odgovorno obnaša, rečete, ja, kako je pa ta že odrasel. Zato gre za odgovornost. Odgovornost se enači z odraslostjo. Zdaj, da bodo vaši otroci bolj odrasli, kaj lahko počnejo, kam jih vključiti? Možnosti imate 1000. Domača opravila, to je prva stvar. Zraven seveda sodi samostojno delo za šolo. Da ne rečem kasneje, 15-letniki priložnostna dela in seveda prostovoljne dejavnosti. Če imate fanta, ki hodi v oratorij, to je dosti več kot samo druženje, tam bodo prišle še kakšne luštne punce in podobne stvari. Tudi to ga privlači, vendar to je ena od stvari, zaradi katerih potem lažje sprejme odgovornost za tiste otroke, ki jih je dobil. In se obnaša, dejansko se obnaša odgovorno, ker se lahko, ima možnost. In tam gre za osebno rast, za sprejemanje in za učenje odgovornosti, kar je dosti več kot samo neko druženje, kot se včasih o tem razmišlja.